Drage kolegice, dragi kolegi, dragi vsi, ki nas spremljate preko ekranov, pozdravljeni na današnjem pomembnem, upamo, da tudi prelomnem dnevu za našo bodočnost. Upam, da se bomo dobro pokazali in prikazali naše želje, zahteve za prihodnost. In prosim najprej, da dekanja Filozofske fakultete pove svoj nagovor. Vsem, ki nas poslušate, ki ste tukaj v avli, in potem nadaljujemo. Mojca, sem pripravljena. Hvala lepa, Mateji Gaber, predsednici Akademskega zbora. Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, spoštovane študentke, spoštovani študentje, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na razširjenem zboru delavcev Filozofske fakultete. Vsem, ki nas spremljate prek YouTubea, se vnaprej opravičujem, če bo prihajalo do težav, saj je naša oprema prilagojena za delovanje v krogu fakultete, torej hibridni način oddajanja predavanj, ne pa prenašanje množičnih dogodkov. Danes poteka stavka šolskih sindikatov, med njimi tudi visokošolskega. Vodstvo Univerze v Ljubljani stavko podpira, prav tako jo podpiramo v vodstvu Filozofske fakultete. Zahteve so jasne: odprava porušenih razmerij v plačnem sistemu, primerljive plače za informatike in bibliotekarje s plačami v javnem sektorju drugod, normalni pogoji za delo v visokem šolstvu z natančnejšo opredelitvijo normativov neposrednega pedagoškega dela, kritjem stroškov sobotnega leta, individualno zagotavljenimi sredstvi za raziskovalno dejavnost. In ureditev več drugih delovnopravnih institutov, ki pokrivajo načine dela v visokem šolstvu. O tem bomo danes govorili. Kot predstavnica vodstva Filozofske fakultete moram opozoriti še na to, da imamo na Filozofski fakulteti po letošnji bilanci milijon minusa na uredbenih sredstvih, kar pomeni, da praktično vsa sredstva, ki jih dobimo od Ministrstva za izobraževanje, visoko šolstvo in šport, namenimo za plače, vse drugo, elektriko, ogrevanje, vzdrževanje in podobno si zagotavljamo na trgu. Zato se pridružujemo vsem zahtevam, tudi tej, da od vlade zahtevamo tudi dodatna proračunska sredstva za povišane stroške dela, ki bodo nastali z uveljavitvijo teh zahtev, in da s proračunskimi zakoni preneha omejevati zaposlovanje v visokem šolstvu. Morda bi kazalo tudi v visokošolskem prostoru uveljaviti idejo manj je več. Ni treba, da se število univerz množi, naj bodo te, ki so uveljavljene, ustrezno financirane. Univerza v Ljubljani in Filozofska fakulteta predstavljata kvaliteten javni servis. Svoje delo zaposleni opravljamo kakovostno, vestno in odgovorno. Ni potrebe, da bi imeli slabo vest, ker naše delo ne ustvarja kratkoročnega dobička. Rezultati so merljivi z drugimi parametri in so dolgoročno dobri ali slabi. Ob neprimernem financiranju še vedno velja kultura in prosveta, to naša bo osveta, žal v negativnem smislu. Zdaj pa predajam besedo predsedniku fakultetnega sindikata, kolegu Jerneju Kosiju, ki bo tudi vodil današnji zbor. Najlepša hvala, gospa dekanja, za te prijazne in predvsem razumevajoče misli. To je moja prva stavka. Vse enkrat prvič, enkrat je res treba začeti, mogoče bom deloval malo zorjevelo, ampak vseeno sem potrudil po najboljših močeh speljati ta dogodek do konca. Zdaj, še enkrat bi se zahvalil vsem, ki so izkazali podporo tem našim strokovnim prizadevanjem, od rektorja, gospe dekanje, vodstva fakultete, fakultetne celice neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze, in pa še zlasti bi se zahvalil študentom, študentskemu svetu Filozofske fakultete, ki je pravzaprav razumel, zakaj stavkamo. In je izkazal tudi razumevanje za to, da pravzaprav gre za interese, ki se prikrivajo v tem smislu. Zdaj mogoče na hitro bi za začetek
naslovil vprašanje, ali je res primerno stavkati v teh časih, ne. Oblast širi strašno moralno paliko, nam očita, da si tega sploh ne bi smeli privoščiti, četudi je to pravzaprav ustavna pravica. Pravica do stavke je ustavna pravica. Res je, 2 leti smo se borili s pandemijo, v soseščini je izbruhnila vojna, ampak smo v predvolilnem času, ampak razlog, zakaj stavkamo, pravzaprav v tem, da je trenutna oblast ali pa zdajšnja vlada, bila v zadnjih 2 letih popolnoma neodzivna. Bodisi nas je ignorirala, bodisi je na naše upravičene zahteve odgovarjala z eno tako presežno aroganco. In vse skupaj je v zadnjih 2 mesecih kulminiralo do te mere, da enostavno ni bilo več druge poti, kot ta, da preprosto napovemo stavko. Zakaj stavkamo? Najbrž ste se vsi že seznanili z tem precej dolgim dopisom, ki ga je kolega Kovačič pripravil, oziroma ki ga je vodstvo sindikata pripravilo. Ampak jaz bi na tem mestu izpostavil 2 zadeve. Kot prvo, predvčerajšnjim smo videli dolge kolone pred bencinskimi črpalkami. Te dolge kolone govorijo o tem, da je v zadnjem letu v Sloveniji bila inflacija 10%. Ta inflacija se bo še v naslednjem letu lahko pričakujemo približno 10% inflacijo. To pomeni, da bo v 2 letih realna vrednost naših osebnih dohodkov padla za 20%. Temeljno pričakovanje sindikatov v javnem sektorju je, da se plače usklajujejo z inflacijo. Na to našo zahtevo nismo dobili nobenega odgovora. In druga, taka zelo temeljna zahteva je, da je minimalna plača v javnem sektorju začetna plača. Da skratka prenehamo s prakso, ko so med nami zaposlene sodelavke in sodelavci, ki mora država doplačati razliko do minimalne plače, ki so umeščene v 11. plačilni razred in potem, ko napredujemo oziroma ko se sindikati dogovorijo za napredovanje celotnem javnem sektorju, napredujejo v 13. plačni razred. 13. plačni razred. 300 evrov je treba doplačati, da dosežejo minimalno plačo. In njihove pokojnine se bodo obračunavale glede na umestitev v 13. plačni razred. To sta 2 temeljni zahtevi. Potem je tukaj še vrsta utemeljenih pričakovanj, ki jih imamo do države in o katerih bomo spregovorili v nadaljevanju, o katerih bodo spregovorili kolegice in kolegi, posameznice in posamezniki, sodelavke in sodelavci, ki so zaposleni na različnih delovnih mestih v okviru Filozofske fakultete. Ampak za začetek bi jaz dal besedo naši sodelavke, gospe Hadiji Korač, ki je na Filozofski fakulteti zaposlena že 30 let in ki je bila tukaj zaposlena pri vsaj 6 oziroma 7 delodajalcih in ki že vsaj 25 ali pa 20 let prejema minimalno plačo. Dober dan, vas vse pozdravljam. Kar je rekel gospod Jernej, je to čista resnica. Iz meseca v mesec res težko, zdaj, ko so taki časi, preživljamo s tom plačom, ampak smo optimiste, vedno rečemo, bomo preživeli, pojamramo ena drugoj in pol iz dneva v dan, ko naprej gremo. Rečemo, bo enkrat bolj tudi za nas.
To je to z naše strani. Hvala. Zdaj bi pa jaz predlagal, da mogoče besedo prevzame Boras. Lepo pozdravljeni v predavalnici, na Zoomu in v streamu. Ko je pred dobrimi 10 leti skupinica 5 zanesenjakov ustanovila Visokošolski sindikat Slovenije, je eden od takratnih rektorjev izjavil, da je to prelomni in zgodovinski dogodek. Seveda je bilo jasno po eni strani, da so se v visokem šolstvu nakopičili številni problemi, da bo imel sindikat veliko dela in zato seveda tudi veliko potenciala za svojo rast. Ampak po drugi strani pa tisto, kar je bilo še bolj pomembno v tistem trenutku in zaradi česar je tisti rektor podal to oceno, je bilo pa to, da so se na sindikalni sceni do takrat za visoko šolstvo vedno borili drugi. Drugi so nas zastopali, sami se nismo zastopali. In to se je tudi poznalo. To se je poznalo leta 2008 v fotofinišu pogajanj o vzpostavitvi enotnega plačnega sistema. To se je poznalo tudi v nadaljevanju, ampak visokošolski sindikat se je zelo hitro organiziral in že leta 2012, ko je prišel ZUJF in rebalans proračuna, ko je Slovenija bila praktično v stečaju in pod nadzorom trojke, se pravi tujih finančnih institucij, je visokemu šolstvu pretil 30% rez financiranja. To bi pomenilo, da tele fakultete verjetno v tej obliki ne bi bilo več, pomenilo bi stečaj cele vrste fakultet, množična odpuščanja, hude konflikte. Ker smo se pravočasno organizirali, ker smo takrat mobilizirali tudi študente, smo z neko akcijo, kjer smo obkrožili parlament, dosegli, da so nam vzeli samo 12%. Teh 12% filozofsko fakulteto in še več drugih članic še zdaj tepe. Pa vendarle nismo bankrotirali tako in niso bile posledice, kadrovske posledice tistih rezov tolikšne, kot so bile recimo v znanosti, ki pa dolgo časa ni bila ustrezno sindikalno organizirana in zato je leta 2012 izgubila 30%. Še nekoliko več je vlada takrat vzela sociali, se pravi revnim, preprosto je vzela vsem tistim, ki jim je lahko, vsem tistim, ki niso bili organizirani, vsem tistim, ki niso bili dovolj glasni. To je neka zgodovinska lekcija. Visokošolski sindikat je v teh 10 letih svojega delovanja dosegel celo vrsto stvari, verjetno jih zdaj na pamet ne bom znal vseh našteti. Historiat je objavljen na naših spletnih straneh. Dosegli smo recimo splošne in neposredne volitve rektorjev in dekanov, kjer imajo volilno pravico vsi, tudi strokovni in tehnični delavci. Dosegli smo presistemizacijo stotin in stotin asistentov z učiteljskim nazivom na ustrezna delovna mesta. Borimo se za zaposlitev raziskovalcev, ki imajo nezakonito verižene pogodbe za določen čas, skladno z zakonom, se pravi za njihove zaposlitve za nedoločen čas. Na številnih fakultetah smo pospravili s faktorizacijo, ki je res sramotna varčevalna praksa in pomeni, da 1 ura predavanja ni ovrednotena kot 1 ura, ampak recimo samo kot pol ure. Na nekaterih fakultetah in akademijah se to žal še vedno dogaja. In pravim, da če bi to prakso odkrili v gospodarstvu, recimo v gradbeni dejavnosti, potem bi se šiht lahko podaljšal iz 8 na 16 ur in bi se dokončno vrnili v 19. stoletje. Cela vrsta dosežkov je, ki smo jih dosegli tako z lokalnimi boji po fakultetah, kot na ravni univerz, delno s socialnim dialogom, z argumenti,
deloma tudi s pomočjo inšpekcij in sodišč. Veliko smo dosegli na sistemski ravni pri oblikovanju različnih zakonov in strateških dokumentov, vendar nam do danes še ni uspelo rešiti nekaterih ključnih stvari v kolektivni pogodbi. To je pa izziv za zdaj. Nekako vidim tri prelomne točke v razvoju našega sindikata. Prva je tista, ki se je zgodila s samo ustanovitvijo in potem s hitro rastjo in jo je, kot rečeno, eden od rektorjev pokomentiral, da bo odslej naprej vse drugače. Druga je bila pred 6 leti, ko smo dosegli pogoje za reprezentativnost v dejavnosti visokega šolstva in jo potem tudi dobili. In s tem smo dobili pravico, da uradno prisustvujemo vsakršnim pogovorom o kolektivni pogodbi. Tretji dogodek je pa po mojem mnenju kar danes. Namreč do današnjega dne smo v visokem šolstvu večkrat odločno in množično pristopili k splošnim stavkam v javnem sektorju, ampak pri teh splošnih stavkah je tako, da če hočete najti vsebinski konsens med 40 sindikati, potem se mora vsak sindikat odpovedati svojim partikularnim zahtevam, zato da se vsi poenotijo o tistem, kar je skupno, in to, kar je skupno, je bolj ali manj stanje plačne lestvice. Tako da vedno, ko smo prispevali svoj delež, leta 2018 je bil to precejšen delež k uspehu splošne stavke, smo seveda v to šli z jasno zavestjo, da v te skupne stavkovne zahteve celotnega javnega sektorja ne bomo mogli uvrstiti naših partikularnosti, recimo sobotnega leta, normativov neposredne pedagoške obveznosti in podobno. Danes pa se počutimo do te mere samozavestni, do te mere dobro organizirani, tolikšno podporo imamo vodstev univerz, članic, študentske organizacije, tudi drugih sindikatov, da smo in danes izvajamo prvo samostojno stavko v visokem šolstvu v zgodovini. In to pomeni, da se bomo odslej o svojih partikularnih pogajalskih zahtevah pogajali sami neposredno z ministrstvom. In sklepali bomo tiste kompromise, za katere bomo sami ocenili, da so potrebni. Stavkovne zahteve lahko razdelim v 4 skupine. V prvi skupini lahko navedem neplačne zahteve, ki pomenijo preprosto to, da zahtevamo v kolektivni pogodbi vpis tistih pravic, ki nam bojo omogočile normalne pogoje za delo. Do konca je treba pospraviti faktorizacijo. Na Univerzi na Primorskem recimo jo je še precej, tudi na ljubljanskih akademijah. In mi zahtevamo vpis normativov neposredne pedagoške obveznosti v kolektivno pogodbo. S tem bo to postala tudi delovnopravna materija, ne samo materija iz zakona o visokem šolstvu. Zahtevamo tudi, da vlada zagotovi delodajalcem namenski denar, s katerim bo financirano sobotno leto. Pravega sobotnega leta v Sloveniji ni. Kdor gre na sobotno leto, si mora sam zagotoviti denar zanj, čeprav je to tako rekoč njegova obveznost za napredovanje. To je tako, kot če bi morala, ne vem, blagajničarka v trgovini sama kupiti blagajno kot svoje delovno sredstvo. Tega absurda ni nikjer, v nobeni dejavnosti, niti v javnem sektorju, niti v zasebnem sektorju. Zahtevamo tudi, da se zagotovi denar za naša pedagoška nadomeščanja v času sobotnega leta. Mi zdaj nimamo pravega sobotnega leta, ker moramo sami sebe nadomeščati, kar pomeni, da to ni sobotno leto, ampak zgostitev izvedbe predavanj in vaj v enem semestru, namesto razporejenih na celo leto. Zahtevamo tudi individualna sredstva za raziskovalno udejstvovanje, recimo za obiske konferenc. Bolje financirane fakultete jih lahko izdvojijo iz uredbenih sredstev. Na številnih fakultetah smo pa že skoraj pozabili, kaj so to IRD sredstva. Ta neenakost med visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki delujemo na različnih področjih,
je nekaj, česar se ne da zagovarjati in utemeljiti. To je nevzdržno. In zahtevamo tudi zagotovilo za enako vrednost pedagoškega dela, ne glede na to, ali ga upravljamo v okviru zaposlitve ali ga upravljajo kolegi v okviru avtorskih pogodb. Kar pomeni, da bojo fakultete izgubile finančno stimulacijo za to, da zaposlujejo bedno plačane prekarce, namesto da bi jih redno zaposlile. Potem nadalje zahtevamo odpravo nekaterih očitnih plačnih krivic. Pri tem ne gre za noben privilegij, za nobeno rušenje enotnega plačnega sistema, gre za dokazljive krivice. Vzemimo recimo informatike. Nabor delovnih mest informatikov v kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje je najslabši v celotnem javnem sektorju. Kaj to pomeni, ni treba dosti ugibati. Ljudje bežijo ven. In ko je delovno mesto izpraznjeno, se dekani in dekanje tresajo, ali bo sploh koga dobili prijavljenega na razpis. Bibliotekarji imajo v splošnih knjižnicah ugodnejši nabor delovnih mest kot pri nas. In njihova delovna mesta odražajo hierarhijo strokovnih nazivov, ki jih pridobijo pri Ministrstvu za kulturo in z njimi potrdijo svoje strokovne dosežke. Pri nas je na voljo samo neko generično delovno mesto. To je absurd. In zagotovo je strokovna raven dela bibliotekarjev v visokošolskih knjižnicah pač zahtevnejša kot v splošnih knjižnicah. Lektorji so absurdno slabo plačani v primerjavi s tistimi, ki jih učijo, se pravi z bodočimi srednješolskimi profesorji jezikov. To je absurd, da fakulteta ne more najboljšemu v generaciji ponuditi plače, ki bi bila bolj konkurenčna, kot če gre v srednjo šolo. In obstaja tudi dokazljiva krivica, ki se vleče še iz leta 2009 in je bila leta 2015 samo delno popravljena. Gre za krivico narejeno visokošolskim sodelavcem brez doktorata. Pripadata jim še 2 plačna razreda in imamo pisno zavezo vlade, da se bomo o tem pogajali ločeno od vseh ostalih zgodb v enotnem plačnem sistemu. In to hočemo realizirati. Izpostavil bi še tretjo skupino zahtev in ta je preprosto v tem, da zahtevamo od vlade dodatni denar za visokošolske zavode, da bojo z njim lahko sfinansirali vse to, kar bomo sindikalisti izpogajali na pogajanjih z vlado. Ne obnašamo se tako kot večina drugih sindikatov, ki jih vprašanje denarja preprosto ne zanima, ker razumemo, da poslovno financiranje pomeni to, da če mi izpogajamo nove pravice, recimo višje plače, stroške sobotnega leta in tako naprej, ne pa tudi dodatnega denarja, to pomeni za posamezne fakultete samo še zaostritev že zdaj obstoječe finančne stiske, kar lahko udari samo po zaposlenih in po nikomur drugem. Zahtevamo torej dodatni denar in zahtevamo tudi to, da vlada preneha omejevati zaposlovanje v visokem šolstvu za zakoni o izvrševanju proračuna, kajti šele s to kombinacijo dodatni denar in odpravo omejitev zaposlovanja mi lahko zares rešimo problem prekarnih pedagogov in problem kadrovske podhranjenosti nekaterih članic, ki jo te na papirju rešujejo s faktoriziranjem vrednotenja neposrednega pedagoškega dela s faktorji pod 1. Zdaj pa še zadnji sklop zahtev, ki smo jih pravzaprav postavili na prvo mesto. Zakaj sem ga dal na zadnje mesto? Zato, ker mislim, da je tudi to neka strateška poteza, ki govori o vlogi, statusu in samozavesti Visokošolskega sindikata Slovenije danes. Zahtevamo, da se že z letošnjim letom po 11 letih suše končno začne usklajevati plače z inflacijo za vse javne uslužbence. In zahtevamo, da se vlada takoj začne pogajati o tem, kako preurediti plačno lestvico, da se odpravi uravnilovko pri minimalni plači, v katero so stlačena delovna mesta od prvega
že vse do 6. tarifnega razreda, se pravi delovna mesta, za katera je potrebna celo višja izobrazba. Ta absurd, da je delo ljudi s srednješolsko in celo višjo izobrazbo tako slabo vrednoteno, je neposredna posledica tega, da se plače že 11 let ne usklajujejo z inflacijo in vmes so bile še znižane za dodatnih 8% z ZUJF-om. V zakonu o sistemu plač v javnem sektorju piše, da jih je treba vsako leto usklajevati, vse vlade doslej so se temu izogibale. Tudi sindikati žal do nedavnega pravzaprav niso razumeli, da tu izgubljamo bistveno več, kot lahko pridobimo s posameznimi splošnimi stavkami, kjer se vsi skupaj, predvsem pa drug proti drugemu sindikati prerivajo za to, a bo kdo dobil kakšen dodatni plačni razred. Inflacija je dejstvo, inflacija je po malem rasla ves čas. Zdaj zaradi koronskih razmer in dodatno zaradi posledic vojne v Ukrajini in sankcij proti Rusiji je pa narasla na ravni, kakršnih v zadnjem desetletju in pol nismo bili navajeni. Sam osebno sem že več let pričakoval, da bo do tega prišlo. Zakaj? Zato, ker je bil svet preprosto prezadolžen že pred prejšnjo finančno krizo. Takrat se je nasedla posojila zasebnih bank reševalo s podržavljanjem teh izgub, se pravi z javnim zadolževanjem, in skupna zadolženost vseh akterjev na svetu se je samo še dodatno povečala. Se pravi vlad, zasebnega sektorja in gospodinjstev. In v zgodovini je vedno bilo tako, da se je take krize prezadolženosti reševalo tako, da so vlade in centralne banke pač našle nek izgovor in so sprožile inflacijo. Inflacija namreč resetira realni sektor, resetira realno vrednost javnih dolgov in stvari se postavijo na novo. Ko imate povišano inflacijo, rastejo v podjetjih njihove nabavne cene, njihove prodajne cene, zaposleni zahtevajo višje plače, ker vidijo, da s prejšnjimi je njihova kupna moč vse manjša in jih dobijo, masa davkov se povečuje, lani so se iz tega naslova prilivi v proračun povečali za 1 milijardo, se pravi za 10%. Povečajo se tudi avtomatično pokojnine in vlada si predstavlja, da ne bi bili samo javni uslužbenci od vseh delov družbe tisti, ki bi plačevali stroške te inflacije. Tako pač ne more biti. Inflacija je tu, z rastjo cen energentov, ki ste jo lahko videli pred bencinskimi črpalkami par dni nazaj, z rastjo cen hrane, ki bojo sledile, zato ker sta Ukrajina in Rusija glavna žitnica Evrope in sveta, bo inflacija še bistveno višja, kot je bila lani. To, kar mi zahtevamo, to, kar mi postavljamo na agendo, je to, da se plače v javnem sektorju začnejo usklajevati z inflacijo. In lahko povem, da je bil visokošolski sindikat praktično prvi, ki je to tematiko v medsindikalnem dialogu sploh postavil na dnevni red, že pred nekaj leti, še bolj intenzivno lani, ker nam je bilo jasno, da je tu strateški problem, kjer mi izgubljamo bistveno več, kot pa skozi razne primerjave med različnimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju. Visokošolski sindikat je torej s tem, ko je postavil to temo na dnevni red, vplival na agendo, na problemski horizont vseh sindikatov v Sloveniji. In včeraj, ko nam je predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, se pravi največje sindikalne konfederacije, napisala pismo podpore, je ravno to izpostavila. Skratka, Visokošolski sindikat Slovenije je danes do te mere organiziran, množičen, argumentacijsko močan, samozavesten, da si upa ne samo izpeljati prvo samostojno stavko v visokem šolstvu, s katero hočemo priti sami za pogajalsko mizo in si zagotoviti normalne pogoje za delo in odpravo partikularnih plačnih krivic, ampak je do te mere vplivan akter na sindikalni sceni, da pravzaprav premika horizonte, skozi katere razmišljajo o sindikalnih problematikah vsi sindikati v javnem sektorju in tudi širše.
Zahvaljujem se vam za množično udeležbo na tem dogodku in seveda za množično udeležbo na današnji stavki. Mislim, da že lahko rečemo, da je stavka uspela. Stavka krepka večina zaposlenih v visokem šolstvu, celotna univerza v Mariboru se je ustavila, številne članice univerze v Ljubljani in pa univerza na Primorskem so se kolektivno ustavile, tudi tam, kjer je okolje bolj konzervativno in so dekani sugerirali, da bi bilo mogoče dobro, da ne bi stavkali, so se številni posamezniki odločili za stavko. Ta stavka bo zagotovo uspešna, zagotovo nas politika sliši. Kljub temu, da imamo opravka z ignorantsko vlado, sem prepričan, da bomo najkasneje v času naslednje vlade poželi rezultate te stavke in zahvaljujem se vam za množično podporo. Hvala. Hvala, Gorazd, za tale lep prikaz historiata prizadevanj visokošolskega sindikata in predvsem za prikaz zahtev, ki smo jih artikulirali v tem pozivu k stavki. Zdaj bi pa želel, da mogoče spregovorimo o konkretnih problemih, konkretnih posameznikov, ki so zaposleni na različnih delovnih mestih na Filozofski fakulteti in bi predal besedo kar kolegici Mariji Uršuli Rešek, ki bo predstavila težavo, ki ima dolgo zgodovino, zdaj že skoraj več kot 10 let. Še več. Problematiko lektoric in lektorjev, ki so plačani slabše kot učitelji, ki jih pravzaprav vi naučite. Ja, kot srednješolski učitelj. Hoče se samo povedati, če je že pet nekih, ne vem, se nad zvokom pritožuje, ampak je že pet nekih sporočil sam. A nas zdaj slišite? Zdaj šele smo opazili, da imate težave z zvokom. Nas udeleženke in udeleženci na Zoomu slišite izvrstno. Sem že mislil, da bom moral ponoviti. Zdaj pa lepo pozdravljeni, drage kolegice, dragi kolegi, drage zoomerice in dragi zoomerji. Potem, Gorazd, da vam kot vedno analitičnem, koncizni predstavitvi celotne problematike mi dovolite, da bom nastopila malo bolj aktivistično, sindikalno. In sicer mi je v čas, da vam lahko v imenu lektoric, ko pravim lektorice, mislim tudi na lektorje, predstavim naš položaj in naše zahteve. Začela bom z besedo pojmom vidnost. Mnoge moje kolegice stavijo bolj na besedo spregledanost, pravzaprav pa gre za drugo stran istega kovanca, vendar je razlika precej velika. Spregledanost, seveda, ker smo bile lektorice že desetletja spregledane, se je na nas pozabilo ali pa za naše zahteve enostavno nikoli ni bil pravi čas. Spregledane pri sistematizacijah, pri ureditvi plačnih razmerij, spregledane pri sindikatih, na ministrstvih, ne nazadnje na naši matični instituciji. Spregledane so bile tudi moje kolegice, ki so se že v preteklosti borile za izboljšanje našega položaja in po njihovem pripovedovanju je sta bolečina in razočaranje res velika. Sama spregledanost pa je pomenila tudi degradacijo nas samih in tudi našega dela in seveda krivico, ki še danes traja. Tokrat pred kakšnim mesecem dni na pobudo moje kolegice in dobre prijateljice smo se odločile, da postanemo vidne, se pravi za to vidnost in da je morda prav v tem problem, da nismo dovolj vidne, da ne stopimo ven iz naših delovnih individualnih prostorov. Skupaj kot kolektiv in ne kot posameznice, zato bi mi bilo ljubše, če bi danes lahko stale tukaj pred vami vse,
skupaj, vendar pač to ne gre. In moram tudi poudariti, da veliko besed, ki jih uporabljam, so besede mojih kolegic, se pravi naše besede. Smo oblikovali dokument Vidnost položaja lektoric in lektorjev, ki opisuje naše delo in pomen našega dela, potem opisuje naše težave in na naše težave daje zahteve. Se pravi, predstavlja tudi zahteve. Dokument še nima dokončne oblike, še se krešejo mnenja, vendar pa je ideja ta, da ga bomo poslali vodstvu Filozofske fakultete najprej, od katerega pričakujemo pisni odgovor, in pa tudi vsem predstojnicam in predstojnikom oddelkov s pozivom, da se o naši problematiki razpravlja na senatu Filozofske fakultete in se do naših zahtev tudi opredeli. Glede na same odgovore se bomo potem odločili, kako naprej, kakšni so naši naslednji koraki. Dovolite mi še to, da vam čisto na kratko vseeno predstavim ta naš dokument, se pravi glavne poudarke, ne čisto v celoti, in vas pozivam, da ga preberete in da nas podprete, ker brez širše podpore ne bomo mogli doseči to, kar si želimo. Vsaj delno doseči to, kar želimo. Tako da najprej mogoče samo par besed o našem delu. Verjetno je precej nepoznan podatek, da smo znanstveno-raziskovalno zelo aktivne. Objavljamo znanstvene članke, monografije, sodelujemo v raznih projektih, mnoge med nami so doktorice znanosti. Na področju pedagoškega dela verjetno ni posebej potrebno predstavljati našega dela. Poleg samega izvajanja vaj in seminarjev objavljamo učbenike, gradiva, smo mentorice, vodimo delavnice za profesorje, predavamo na tujih univerzah, na FF-ju nam to ni dovoljeno. Pri strokovnem delu naj izpostavim souredništvo in uredništvo pri revijah, zbornikih, oblikujemo in posodabljamo učne načrte, smo recenzentke znanstvenih člankov in strokovnih člankov, sodelujemo v državnih maturitetnih komisijah, vodimo in organiziramo poletne šole, smo vez, morda tudi srednjo šolo. Poglavitne težave, s katerim se soočamo, poleg nepoznavanja in tudi velikokrat nepriznavanja našega dela, so naslednje in na te težave tudi navezujemo naše zahteve. Prvič, najprej to, kar je že omenil Gorazd, se pravi, mnoge zaslužimo manj kot srednješolski učitelji. Moram reči, da imam napisano, ker mi je kolegica poslala, kateri so vsi ti razredi, vendar glede na to, da je pred mano govorila gospa o precej nižjih plačnih razredih, moram reči, da mi je nerodno sploh povedati. Pa ne želim primerjati, ne želim tekmovati, ampak v glavnem plačane smo manj kot srednješolske učiteljice, ki jih izobražujemo, nimamo možnosti napredovanja in pa seveda, kot nam pravijo, gre za anomalijo enotnega plačnega sistema, ki ni bila nikoli odpravljena, pa recimo Bob nikoli ni želela biti odpravljena. Vse to pa tudi vpliva na samo kakovost pri izbiri kadra. Pri delitvi, da vam dam še en primer, pri delitvi ur se lektorji velikokrat zavzemamo, da imamo maksimalno možno število ur. Zakaj? Zato, ker nam to kar precej izboljša plače. In še en podatek, na enem oddelku delijo ure lektorjem tudi tako, da gledajo na socialni položaj lektoric. Naprimer, če je mama samohranilka, ji dajo več ur. Zdaj pa moramo obrniti list. Zato je naša prva zahteva možnost napredovanja in dostojno plačilo, ter predvsem za lektorje, ki se prvič zaposlijo na Filozofski fakulteti, višji plačni razred. Zahtevamo tudi, da lektorice z nazivom docentke lahko predavamo, kar sedaj ni omogočeno. Lektorice ne moremo pridobiti šifre raziskovalke in ne sodelovati v ARRS projektih. Naj samo omenim, da pri habilitaciji je od nas zahtevano tudi znanstveno delo, čeprav res malo v primerjavi morda s kom drugim, pa vseeno. Zahtevano, torej, da se nam omogoči pridobitev šifre raziskovalke in da se da pobuda, da lahko sodelujemo v ARRS projektih, v katere smo tudi mnogokrat povabljene, zaradi našega znanja in tega, kar lahko naredimo z našim delom.
Lektorice tudi nismo upravičene, o tem je že nekaj govoril Gorazd tudi na splošno, do raziskovalnih sredstev in tudi ne za dodatno izobraževanje v tujojezikovnem okolju, kar je seveda za naš profil nujno. Zato zahtevamo, da dobimo tudi ta sredstva, se pravi za izobraževanje in za raziskovanje. Zahtevamo, da lahko lektorice somentorirajo magistrska dela, v mnogih primerih se to že odvija, in sodelujejo v komisiji za zagovor teh del. Lektorice z doktoratom in ali znanstvenim magisterijem pa naj bodo lahko tudi mentorice magistrskih del. Predvsem pa zahtevamo dostojno obravnavo in spoštovanje našega dela in nas samih. Zahtevamo, da se prekinejo prakse, ko smo postavljene v podrejen položaj in nimamo možnosti izražanja naših stališč in nam je odvzet glas. In po pripovedovanjih mojih kolegic je teh primerov zelo veliko. Dovolite mi, da vas opozorim še na en položaj. Se pravi, mi si delimo položaj, probleme, kot je že bilo rečeno, s bibliotekarkami, bibliotekarji, strokovnimi delavkami, delavci z vami. In moram reči, da razen informatikov je večina zaposlenih na teh mestih smo večina ženske. Torej bi želela tudi opozoriti, da smo ženske tiste, ki smo na slabše plačanih delovnih mestih. In zato je na mestu tudi povezava tega problema z samimi zahtevami po enakopravnosti položaja žensk in pa seveda tudi v povezavi z neko pozicijo moči neke hierarhične ustanove. In če se vrnem na vidnost, tle pa zdaj že govorim v svojem imenu, in postavim vidnost v kontekst naše stavke, mislim, da bi si morala Filozofska fakulteta, mi vsi, ki jo tvorimo, prizadevati, da smo vidni in samozavestni napram univerze in napram družbe. In enako bi morala storiti tudi univerza. Zagotoviti si vidnost v širši družbi s svojim znanjem, svojo argumentacijo in svojo etiko. Ker le tako bomo lahko pridobili ugled in dosegli vse to, kar nam je Gorazd že čisto na začetku predstavil. Vas vse prisotne in vse na Zoomu pa vabim in prosim za podporo. Delo vseh nas profesorjev je individualno, premalo se poznamo, premalo si prisluhnemo. Smo velika institucija, pa vendar smo del ekipe, ki mora delovati skupaj. In ekipa lahko deluje dobro le, če je zagotovljena vidnost dela vsakega posameznika. In če je zaščiten najmanj prepoznaven člen te ekipe. Le tako lahko gradimo na neki kakovosti, tudi če želite, institucije. In seveda mora ekipa delovati, če se le da, horizontalno. Zdaj pa še za konec, kot se spodobi, zahvale, ampak to je iskrena zahvala vsem nam, ki ste nam do zdaj izrazili podporo. Predvsem bi omenila visokošolski sindikat, sama sem članica tega sindikata, pa nisem pričakovala tako hitrega odziva, popolne podpore, konkretne predloge in tudi to, da so nas vključili v pogajanja. Podporo nam je izrazil tudi drugi sindikat, ki deluje na Filozofski fakulteti in tudi pisala nam je sama dekanja, ki nam je pripravljena prisluhniti. Vesele smo podpore, optimistične smo, ampak zaradi preteklih izkušenj nezaupljive. Zato vam sporočamo, ali vam sporočam, da ne bom govorila v imenu vseh, da smo aktivno na preži. Hvala. Sedaj bi pa mogoče predal besedo kolegoma Barik Kolenc in Gregorju Modru, da predstavita zelo specifično problematiko zaposlenih na raziskovalnih delovnih mestih. Če prav razumem, boš Bara kar ti začela, ne? Ja. Hvala, Jernej, za besedo. Lep pozdrav vsem.
Kot je že rekel Jernej, na kratko bi z kolegom Modrom predstavila problematiko nas čistih raziskovalcev, zaposlenih na naši fakulteti, na naši univerzi. Sama sem docentka na področju filozofije in a se slišimo, vse v redu? Samo vidimo se, ne. A ja, to sem pa jaz kriva bila, se opravičujem. Zdaj v redu, okej. Bom še enkrat začela, se pravi, lepo pozdravljeni, sem Bara Kolenc, docentka na področju filozofije in zaposlena na raziskovalnem projektu Teatralnost oblasti na oddelku za filozofijo. Rada bi opozorila na splošni prekarni status raziskovalcev na naši univerzi, ki je sicer opredeljena kot pedagoško-raziskovalna ustanova. Zaskrbljujoče dejstvo je, da raziskovalcem sistemsko ni omogočena pot do redne zaposlitve, napredovanja in kakršnekoli nagrade ali podpore za njihovo raziskovalno delo. In to ne glede na njihove raziskovalne uspehe, ki so lahko vrhunski in mednarodno prepoznavni. Raziskovalci so tako rekoč obsojeni na projektno delo in na nenehno borbo za preživetje. Ves čas so se prisiljeni prijavljati na razpise, kjer ena dobro napisana prijava lahko pomeni do 3 mesece neplačanega dela in upati, da bodo na razpisu uspešni. Če so uspešni, pridobijo zaposlitev za 2 ali 3 leta, če niso, ostanejo brez vsakršne varnosti, brez vira prihodka, brez plačanih prispevkov. Če gredo na zavod za zaposlovanje, jim po zaključku projekta pripada 3-mesečna podpora, nato ostanejo brez vsega. Tudi raziskovalci pa so seveda očetje in matere in morajo poskrbeti za vzdrževane člane. Pri tem pa se morajo nenehno dokazovati in delovati vrhunsko ter vlagati lastna sredstva oziroma lastno iznajdljivost v možnost napredovanja. Se pravi, gostovanja v tujini, seminarji, kotizacije za seminarje, objave v indeksiranih revijah, ki so tudi večinoma plačljive, ker pa mnogi tega finančno ne zmorejo, so se kljub vrhunskemu potencialu in nadarjenosti na vse zadnje prisiljeni preusmeriti v drugo delo. Raziskovalci nimajo sistemsko urejenega postopka oziroma poti do stalne zaposlitve na naši fakulteti. Ko pridobijo raziskovalni projekt, to pomeni, da si sami pribožijo lastno plačo za 2 ali 3 leta, nato gostujejo na fakulteti, ki od tega projekta prejema kar znaten delež režijskih stroškov. Obenem pa fakulteta nekako malo naredi za to, da bi uspešne raziskovalce nagradila z možnostjo stalne zaposlitve. Zato mislim, da bi bilo nujno, da bi univerza ali fakulteta s posebnimi akti določila neko strategijo zaposlovanja uspešnih raziskovalcev. Na ta način ne bi le poskrbela za socialno varnost in nemoteno delo raziskovalcev, ampak bi obenem tudi sebi večala mednarodni ugled. V primerjavi z zaposlenimi pedagogi na visokošolskih institucijah je status čistih raziskovalcev mizeren, kljub temu, da je višina plače skoraj enaka. Raziskovalci v primerjavi s pedagoškimi delavci sami ne pokrivajo le stroškov gostovanj na tujih institucijah, kotizacij in drugih stroškov povezanih z izobraževanjem in napredovanjem, temveč si morajo nenehno, se pravi vsake 2 ali 3 leta, sami vsakič znova pridobiti že samo možnost zaposlitve. To pomeni, da si morajo vsakič znova ne samo prislužiti plačo s svojim delom, temveč tudi opraviti delo delodajalca in ustvariti delovno mesto. Za povrh pa je tudi odnos do raziskovalcev pogosto tak, da se jih obravnava kot nek nepotreben dodatek. Zdaj bi zaključila še z nekim konkretnim primerom. Pred kratkim je publikacija Hegel 250 Too Late kot posebna številka Problem International, pri kateri sva sodelovala s kolegom Modrom, prejela priznanje Univerze v Ljubljani za najvišje raziskovalne dosežke v letu 2021. Kot edini z naše fakultete in kot eden od 2 nagrajenih dosežkov z področja humanistike in družboslovja, ostalih 8 dosežkov je bilo z področja naravoslovja,
Vendar pa ta nagrada žal ne pomeni nikakršne finančne ali zaposlitvene spodbude, tudi nikakršnega izboljšanja možnosti za stalno zaposlitev. Tako da bi zaključila z nekim geslom za sistemsko ureditev statusa raziskovalcev in za akti določeno strategijo zaposlovanja uspešnih raziskovalcev na naši fakulteti. Seveda pa se zahvaljujem Visokošolskemu sindikatu za podporo našemu prizadevanju in našemu razumevanju našega statusa, naših težav. Tako da hvala. Grega bi se mogoče zdaj... Ja, živjo. Bom se kar navezal naprej. Bara, v dvorani je bilo nekaj težav z tehniko na začetku, tako da nismo čisto tvojega začetka, tvoje predstavitve nismo najboljše razumeli oziroma slišali. Bom jaz poskušal vseeno en tisti del, mislim, da vseeno povzeti v svojem prispevku. Najprej še enkrat tudi z moje strani hvala Visokošolskemu sindikatu, da naju je povabil na to predstavitev, da poveva tudi specifiko našega dela, predstavlja specifiko v bistvu našega položaja. Jaz sem Gregor Moder, delam, kot rečeno, kot višji znanstveni sodelavec na raziskovalnem delovnem mestu. Na Filozofski fakulteti sem nepretrgano zaposlen od leta 2011, že 10 let delam v okviru raziskovalnih projektov, kar pomeni, da kar je poudarila že kolegica Bara, da financiranje za mojo plačo že ves čas je odvisno od moje lastne iniciativnosti. V bistvu sem samozaposlen na Univerzi v Ljubljani. In zaenkrat sem imel srečo z razpisi, je pa seveda tako, če si moraš na vsakih nekaj let znova sam zagotoviti, ne samo opraviti svoje delo, ampak zagotoviti tudi financiranje za svoje delo, je to tako, kot bi moral res na vsake 2 ali pa 3 leta ponovno kandidirati za svojo lastno službo. Če si bil v tem času bolan, če si v tem času hotel ustvariti družino, tvoj problem, to nikogar ne zanima. Problem, skratka osnoven je ta, da je poklic raziskovalca kot tak, vsaj v okviru naše fakultete, skoraj popolnoma prekariziran. V takem položaju nisem edini raziskovalec na Filozofski fakulteti, tudi Bara ni edina, mislim, da nas je vsaj okoli 20 ali bistveno več, ampak vseeno bom danes govoril v glavnem v svojem imenu, nimamo neke posebne sekcije, ampak lektorji nam boste in lektorice nam boste po mojem dober zgled. Mislim, da ste se res skupaj vzeli in odlično stopili skupaj, mislim, da moramo nekaj takega napraviti tudi mi. Temu izrazitemu nehvaležnemu, v bistvu eksistenčnemu položaju, se pridruži še, po mojem mnenju, nek neustrezen formalni odnos do nas in do našega dela. Naše delo ni ustrezno vrednoteno in cenjeno, tako jaz resnično mislim. In to kljub temu, da je financerjev raziskovalnega dela čedalje več. Skratka, čedalje več v bistvu denarja se steka v univerzo in v našo fakulteto prav prek raziskovalnih projektov, raziskovalnih razpisov, ki niso samo ARRS, ampak so tudi evropske institucije in tako naprej, in druge fundacije, ki raziskovanje podpirajo. Kljub temu smo raziskovalci večinoma potisnjeni bolj ali manj ob rob. V okviru FF je raziskovalno delo žal večinoma še vedno razumljeno kot nekakšna dopolnilna, neobvezna dejavnost. Včasih se pojavi celo mnenje, da smo kot institucija v resnici pedagoška institucija, kar je v resnici nekoliko v nasprotju s statutom univerze, ki pravi, da smo znanstveno, raziskovalna in pedagoška institucija. In mislim, da ima tak odnos do raziskovalnega dela nasploh tudi neke neposredne posledice za raziskovalne delavke in delavce. V organih in telesih filofaksa konkretno nismo enakovredno reprezentirani oziroma ustrezno reprezentirani.
In včasih se pojavljajo tudi prakse, ko nas celo v nasprotju s pravili filozofske fakultete odrivajo v bistvu od nekih temeljnih odločitev, ki zadevajo področje, na katerem delamo. Ne gre torej samo za to, da imamo raziskovalci nek popolnoma prekaren zaposlitveni status, ampak se nas v bistvu ignorira tudi kot znanstvenike oziroma strokovnjake na svojem področju. To je kar problematično, oziroma kot, če citiram Gorazda, absurdno. Do spremembe je prišlo, do zelo dobrodošle spremembe je prišlo leta 2019, ko je Univerza v Ljubljani izgubila več zaporednih tožb zaradi kršitve delovnega prava, zaradi veriženja pogodb raziskovalnim delavkam in delavcem, ne da bi jim ponudila zaposlitev za nedoločen čas, kar jim seveda, oziroma vsakemu delavcu in delavki pripada po zakonu. Univerza sama se je takrat odločila, da bo zahtevala sklenitev pogodbe za nedoločen čas tudi z raziskovalnimi delavci. Skratka, do tega velikega premika je prišlo, ampak pozor, od takrat sem mimogrede tudi jaz zaposlen na tej fakulteti za nedoločen čas, ampak pozor, za 10%. Za 10%. Ne v obsegu mojega dejanskega dela, ampak v obsegu 10%. Ne plastično povem, kaj to pomeni, no? Kaj pomeni teh 10%. Pri mojem rangu, ki je izenačen rangu izrednega profesorja, človek bi mislil, da sem že spoštovanja vreden gospod, je to okrog 290 € bruto osnovne plače. Če bi torej prišlo do tega, da v nekem obdobju ne bi pridobil novega projekta, zaenkrat, kot rečeno, sem imel srečo. Ampak če bi pač prišlo do tega, ne vem, recimo, če bi zbolel, kaj, bi ne glede na vsa napredovanja, ki sem jih že dosegel, ne glede na to, da sem v svoji karieri že, zdaj se bom hvalil, se pravičujem, ne glede na to, da sem že deloval kot gostujoči raziskovalec na Univerzi v Cambridgeu, da sem deloval en semester kot gostujoči profesor na Univerzi v Princetonu. In seveda ne glede na to, da imam doma šolajočega se otroka. Če si v kakšnem obdobju ne bi pridobil raziskovalnega projekta, bi moja mesečna plača znašala 290 € bruto. To ne dosega niti prvega, najnižjega plačnega razreda v javnem sektorju. Kaj šele minimalne plače? Minimalna plača, to je pa že znanstvena fantastika. Me veseli, da so vsaj kolegice čistilke, s katerimi absolutno seveda simpatiziram, da sem vsaj vam v tolažbo. Zaenkrat, kot rečeno, sem imel srečo. Ampak to, da je poklic raziskovalca na naši fakulteti skoraj popolnoma prekariziran, je resen problem. Sam sem prepričan, da je s pogodbo za nedoločen čas v tem bizarnem obsegu 10%, ne pa v obsegu moje dejanske zaposlitve, Univerza v bistvu samo izigrala zakon. Zakon je zahteval, da pač nam vsem, ki delamo, ne vem, že 10 let, dajo zaposlitev za nedoločen čas, da so nam pa teh 10%. Osebno bi zato med naše stavkovne zahteve danes podal tudi to zahtevo, da tako univerza kot tudi naša fakulteta posebej nemudoma poskrbita v bistvu za zakonito in pošteno urejene pogodbe o zaposlitvi za vse raziskovalne delavke in delavce. Mislim, da je to absolutno lahko naša stavkovna zahteva. Mislim, da zato tudi ni potrebno nobene spremembe zakonodaje, ni nam treba čakati na menjavo oblasti, ni nam treba nič drugega kot dejansko to odločitev sprejeti. Rektorat in dekanat lahko to naredita že danes. Še jaz končam z geslom, poklic raziskovalca oziroma raziskovalke je treba nemudoma deprekarizirati. Hvala. Sedaj bi pa predal besedo kolegici Mojci Žaver, da mogoče kar izvoli, prosim, da predstavi malo bibliotekark in bibliotekarjev. Ja, živijo, prihajam iz knjižnice, oddelka za sociologijo. Na kratko bi mogoče predstavila še tole našo problematiko bibliotekarjev. Res bi se tudi jaz zahvalila Visokošolskemu sindikatu za posluh, za vse aktivnosti danes in tudi prej. Lahko bi do neke mere se poistovetila s statusom lektorjev,
tudi nas že leta in leta pestijo nerešen status. Položaj bibliotekarjev je namreč v visokošolskem prostoru v primerjavi z ostalimi bibliotekarji v Sloveniji izrazito neenakopraven. In zdaj mogoče problematika je takšna zaradi tega, ker obstajajo knjižnice v različnih sferah, obstajajo v osnovnem šolstvu, v srednjem šolstvu, v kulturi, v gospodarstvu, socialne knjižnice, ker v bistvu so različni kriteriji, merila in postopki za zaposlovanje, za napredovanje v naši stroki. In če se primerjamo med sabo, lahko vidimo, da za primerljivo delovno mesto, s primerljivo izobrazbo in s primerljivimi izkušnjami imamo popolnoma drugačne sistemizirana delovna mesta in tudi popolnoma drugačno plačno izhodišče. V visokošolskem prostoru smo bibliotekarji praviloma vrednoteni bistveno nižje kot v ostalih sferah. Zdaj v preteklosti je bilo tako, da sta uspela šolstvo, osnovno in srednje šolstvo in pa kultura do neke mere poenotiti plačne razrede, medtem nazive imajo drugačne, ampak nekako, če si zaposlen v šolski knjižnici ali pa v splošni knjižnici, lahko pričakuješ približno isto plačo. Pri nas temu ni tako. Če pogledamo malo tabele, lahko vidimo, da pravzaprav bibliotekar, visokošolski sodelavec na univerzi ima izhodiščno plačo, se pravi, moraš se habilitirati kot bibliotekar, imeti ustrezna leta delovnih izkušenj in si v bistvu v istem plačnem razredu kot bibliotekar začetnik v splošni knjižnici ali osnovni šoli. Torej, zdaj ta prizadevanja za izboljšanje statusa so že dolgotrajna, tle pač govorimo o več kot 20 letih, do velike plačne anomalije je tudi pri nas prišlo takrat z vpeljavo te slavne Virantove reforme, kjer se je v bistvu bibliotekarsko delovno mesto vpeljalo se delovno mesto, niso se pa vpeljali napredovalni nazivi, kar v bistvu pomeni, imamo eno delovno mesto, imamo 5 plačnih razredov v celotni naši karieri delovni, 35-40 let, lahko napreduješ 5 razredov in nič več. To težavo je zaznala takratna rektorica dr. Andreja Kocijančič in se je odločila, da bo v bistvu delno rešila težave bibliotekarjev, tako da nas bo v bistvu premestila iz plačne skupine D v plačno skupino J. S tem nam je, tako kot se je dobro izrazila pred kratkim dr. Šega, naredila medvedjo uslugo, skratka, omogočila nam je neke vrste napredovanje v plačne razrede, v 10 plačnih razredov, ampak popolnoma se nam je pa onemogočilo v bistvu napredovanje v strokovne nazive. In zdaj, kar si v bistvu mi prizadevamo, kaj je naša nekako stavkovna zahteva, bi bila ta, da bi se vpeljalo bolje vrednotena delovna mesta bibliotekarjev, ki že obstajajo in so tudi razčlenjena te strokovne nazive tudi v visokošolski prostor. In s tem bi tudi pač urediti bilo treba merila, po katerih bi lahko mi napredovali v določene nazive. Zdaj pa mogoče bi rada povedala še to, da mi, bibliotekarji, smo po zakonu o visokem šolstvu v 54. členu opredeljeni kot visokošolski sodelavci, skupaj z asistenti in učitelji veščin, recimo, ampak pač takrat smo bili premeščeni iz enega razreda iz plačne skupine D v J, kjer v bistvu smo padli med samostojne strokovne delavce, za katere pač ne obstaja nobena možnost za kakršnokoli napredovanje. Zdaj pa mogoče, če samo na kratko mi dovolite, da povzamem, recimo, kaj pravzaprav bibliotekarji počnemo. Nudimo, v bistvu smo podpora študijskemu, pedagoškemu, raziskovalnemu procesu na fakulteti. Potem smo, seveda opravljamo osnovne bibliotekarske naloge v knjižnici, kot je redno spremljanje literature, pa nabava, pa izposoja gradiva, pa vnašanje v povest in tako naprej. Ampak res aktivno sodelujemo tudi pri vseh segmentih, vse, kar se dogaja na fakulteti, smo podkovani običajno vedno v 2 področjih,
dobro moramo poznati svoje matično področje skratka knjižnice, v kateri delujemo, in pa področje bibliotekarstva. Osnovni pogoj za to, da se sploh lahko zaposlimo v knjižnici, je to, da opravimo strokovni bibliotekarski izpit, ki je državni izpit, za katerega je potrebno kar precej dela. Če nimaš bibliotekarske izobrazbe, to pomeni še dodatno izobraževanje, ŠPIK, ki ga izvaja Filozofska fakulteta, te so izobraževanja za izpit, pa o izvajanje prakse, zaključne naloge, zagovor naloge, in potem imaš v bistvu tudi poleg bibliotekarskih znanj so potrebna tudi znanja s področja splošne zakonodaje, pa področne zakonodaje, pa zakonodaje s področja avtorske in sorodnih pravic. Na kar, ko v bistvu vse to izobraževanje opraviš, si šele na začetku svoje kariere, tle se v bistvu recimo knjižničar v šolski knjižnici ali pa v splošni knjižnici že lahko pride do segmentacije. Visokošolski knjižničar namreč sodeluje pri skrbi za vnašanje strokovnih znanstvenih prispevkov raziskovalcev in raziskovalk, in zaradi tega moramo opraviti še dodatna, vsaj 3-letna izobraževanja, ker pridobimo licence, privilegije, pooblastila, s katerimi lahko samostojno delujemo v sistemu COBISS. Vse to naše delo se eksterno preverja in ocenjuje, kar je v bistvu zelo velika razlika od ostalih tehničnih in strokovnih služb, ker teh v bistvu zahtev ni. Ob tem pa bi rada dodala, da mnogi bibliotekarji zaposleni na fakultetah, na univerzah upravljajo še, promovirajo knjižnice, se ukvarjajo s publiciranjem, se ukvarjajo z urednikovanjem, nekateri prevajajo, nekateri tudi raziskujejo, skrbijo za promocijo knjižnic. Zdaj v zadnjem času je treba vedeti, ker vse bolj v ospredju odprta znanost, se mnogi angažirajo tudi na področju tega, sodelujejo v strokovnih telesih, komisijah, recimo za nacionalno strategijo odprtega dostopa do 2030, ki se zdaj dela. Skratka, kolegi in kolegice sodelujejo pri razvoju področnih repozitorijev, podatkovnih arhivov. Vse to delo pa je nekako popolnoma neovrednoteno. Mi nimamo, karkoli naredimo, nimamo možnosti prav nobenega napredovanja, vse naše delo, napredovanje je linearno, toredno napredovanje, v katerega v bistvu si promoviran, tako kot vsi vsake toliko časa. Za to strokovno delo pa pravzaprav nimamo nobene možnosti se izraziti. Pravzaprav v bistvu je tako, lahko te nazive pridobimo, ampak nam pravzaprav nič ne prinesejo. In zdaj osnovna ideja v bistvu je ta, že vrsto let si prizadevamo, da bi skušali te nazive vpeljati v visokošolski prostor, in na ta način bi v bistvu lahko govorili nekem dostojnem plačilu, enakem plačilu za enako delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih pa funkcijah. Tako da problematika je seveda se še zdaleč ne moramo primerjati s situacijo, v kateri so kolegice čistilke, ali pa mogoče prekarni delavci, ki res boriš iz dneva v dan, ali boš dobil nov projekt ali ne, pa vendarle mislim, da bi si morala univerze prizadevati za ureditev tudi našega statusa. Hvala. Hvala, Mojca. Za konec, preden odpremo razpravo, bi pa dal besedo še predsedniku Konfederacije sindikatov Pergam, v katerega je vključen tudi Visokošolski sindikat Slovenije, Jakovu Počivavšku. Hvala lepa, pa lepo pozdravljeni, tako tisti, ki ste tukaj danes fizično prisotni, kot tudi tisti, ki spremljate prek Zooma tale dogodek. Zdaj, čeprav smo v Pergamu sodelavci seznanjeni z
številnimi problemi, ki so bili tudi zdaj zelo natančno predstavljeni, ko rešujemo individualne probleme, ko kolektivno rešujemo problematiko določenih skupin, kot tudi seveda, ko smo vpeti v pogajanja v okviru plač v javnem sektorju. Kljub temu želim biti zdaj v tem nagovoru majčkeno bolj splošen namenoma. Nobena odločitev za stavko nikoli ni lahka odločitev, dejstvo pa je, da je lažje, če veš, da so tvoje zahteve na eni strani upravičene, če veš, da si se trudil jih na nek način po merni poti realizirati, pa jih pač ni bilo mogoče realizirati drugače kot stavko. In seveda tudi, če imajo široko podporo med tistimi, ki se tudi v končni fazi stavke udeležijo in na ta način podprejo zahteve sindikata, pa tudi seveda širše. Zdaj, stavka v visokem šolstvu ima sigurno v tem trenutku vse od naštetega. Prepričan pa sem, da med zaposlenimi jo dodatno podžiga še odnos oziroma popolna ignoranca oblasti do predlogov, ki jih je sindikat že dober mesec nazaj posredoval na Ministrstvo za izobraževanje. Ignorirajo pozive k dialogu, nenazadnje tudi zahteve, ki jih je sindikat naslovil, kolikor mi je znano, od trenutka, ko je bila stavka napovedana do danes, pravzaprav razen javnega odziva ni bilo. Ta odziv je bil pa tak, da je na nek način cinično vzvišeno pokroviteljsko ministrica podučevala sindikate, da naj probleme rešujejo za mizo z dialogom, ki ga sami pravzaprav ne sprejemajo že zelo dolgo časa. Hkrati vzporedno zagotovo k umiritvi med članstvom ne prispeva to, da se demagoško in nekako makiavelistično v medije plasira pač neke podatke, ki so milo rečeno zavajajoči, tudi kar se tiče plač pa položaja zaposlenih v visokem šolstvu. In na ta način se seveda želi vnašati nek razdor med delavstvo, med sindikate, ampak po mojem prepričanju so se na tej točki ušteli. Sindikati sigurno stojijo z vami in vas podpirajo in podpira vas seveda tudi Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. Vaše zahteve na eni strani izpostavljajo pač te specifike, ki so lastne pač zaposlenim v visokem šolstvu ali pa v raziskovanju, če želite še dodatno. Na drugi strani pa izražajo v bistvu neke zahteve, ki so enotne pravzaprav vsem sindikatom javnega sektorja. In zato je po mojem mnenju ta stavka na nek način nek teaser, nek napovednik tega, kaj se utegne zgoditi, pač če te zahteve, tudi skupne zahteve, ne bodo pač naslovljene. Še to bi rekel, da nekatere od teh zahtev, recimo zlasti to vprašanje uravnilovke okrog minimalne plače, razmerja do minimalne plače, usklajevanje vrednosti plačnih razredov so zahteve, ki presegajo samo javni sektor, ampak v bistvu tudi bi se lahko z njimi sigurno poistovetili tudi zaposleni v zasebnem sektorju. V nekaterih delih zasebnega sektorja v tem trenutku dosegajo delež zaposlenih na minimalni plači tudi 75% in več. Ampak zahteve visokošolskega sindikata niso omejene samo na področje plač, ampak na nek način predstavljajo tudi ultimativen poziv k temu, da se zagotovijo neki normalni pogoji dela, in to v dejavnosti, na kateri pravzaprav celotna država pričakuje, da bo temeljil napredek naše države, digitalna preobrazba, zeleni prehod, rast produktivnosti, bom rekel, celotni napredek za večjo blaginjo. Moja ocena je, da je vlada v bistvu s svojim ravnanjem v zadnjem obdobju tako sprejemanjem posameznih odločitev, sklepanjem dogovorov ali pa zgolj z opustitvijo tega, da bi reševala te težave, ki se kopičijo že čez leta, v bistvu tudi s katastrofalnim upravljanjem sistema plač v javnem sektorju povzročila tako škodo, da jo bo zelo težko sanirati, če jo bo sploh mogoče sanirati, vsekakor bo pa to trajalo po mojem prepričanju zelo dolgo časa. In to bo sigurno nek tek na dolge proge, tako da
z moje strani za konec polna podpora vsem, ki stavkate, ki ste podprli to stavko. Podpora za vaš pogum in pa tudi v končni fazi poziv k vztrajnosti in podpori sindikalnim zahtevam, ker to podporo bomo vsi skupaj rabili, če bomo želeli te zahteve tudi v končni fazi realizirati, bodi si zdaj, bodi si čez pol leta, bodi si čez 1 leto. Tako da čestitke in hvala. Lepo pozdravljeni, še enkrat sem prišel pred kamero in bi rad z vami delil še 2 informaciji, ki nekaj povesta o odnosu te vlade do sindikalnih zahtev in do sindikatov in do visokega šolstva nasploh. Prva stvar je tale, včeraj je provladni medij Siol razburil javnost, tudi številne zaposlene v visokem šolstvu, s tem, da je objavil top 50 plač v visokem šolstvu, top 50 v šolstvu in top 50 v vrtcih in številke so bile astronomske. Jaz sem prosil Filozofsko fakulteto, da preveri, kaj točno je vzrok za 3 konkretne zneske naših kolegov na naši fakulteti, ki so se znašli na tem seznamu, in računovodstvo je ugotovilo, da je pri vseh 3 primerih šlo za poračun za nazaj. Skozi več mesecev so ljudje dobivali prenizko obračunane plače, ker imamo pač še vedno nekaj porodnih težav z uvajanjem novega informacijskega sistema, in potem so dobili z naslednjo plačo poračun tiste razlike za nazaj. Skratka, v visokem šolstvu daleč od tega, da bi imeli kar vsi po vrsti, ne vem, 7.000 evrov bruto ali pa celo 11.000, kot je sugerirala ministrica. Očitno je šlo med Siolom in ministrstvom za usklajeno akcijo, za manipulacijo, za prikaz, češ, da se kopamo v šolstvu v denarju in zdaj hočemo nekako še več. To preprosto ni res. Druga informacija je pa tale, ravno kar sem izvedel iz Radia Slovenija, kamor sem ob 5. vabljen v studio ob 17. da bova tam gostovala midva s kolegom Štrukljem iz Sviza, medtem ko sta ministrica in državni sekretar pristala samo na to, da data vnaprej posneto izjavo, izognila sta se pa neposrednemu soočenju z nama, s kolegom Štrukljem. Lahko rečem samo tole, to je skrivaštvo, to je sramota. Takih manipulacij ne bomo kupili. Hvala obema. Odpiram razpravo. Vidim, da kolegica Agata, ki se ji moram že vnaprej opravičiti, je že dvignila roko, prosim. Ne slišimo te, Agata. Unmute se. Se opravičujem. Ne vem, kako je prišlo do te zmede. Jaz sem bila najavljena govorka takoj za gospod Korač, ker se mi malo mudi, imam rehabilitacijo v Strunjanu. Bom poskušala biti čim bolj hitra. Torej, naj se najprej predstavim. Jaz zadnje čase videvam na tej fakulteti, na kateri sem zaposlena že 31. leto, ogromno novih obrazov, predvsem v zadnjem času, ko se dejansko nismo na novo spoznavali in srečevali. Moje ime je Agata Šega, sem docentka za romansko splošno jezikoslovje na oddelku za romanske jezike in književnosti. Sem tudi ena izmed tistih 5 zanesenjakinj in zanesenjakov, o katerih je na začetku govoril Gorazd, ki smo soustanovili visokošolski sindikat in sem v bistvu tudi nekdanja njegova prva predsednica na tej fakulteti. Sem tudi nekdanja lektorica, veliko sem se prizadevala za izboljšanje njihovega položaja, z zelo skromnim uspehom. Bi pa danes rada spregovorila nekaj o plačah v visokem šolstvu in pa tudi o odnosu dela politike do zaposlenih na tem področju, torej v zvezi s plačami in pa tudi na splošno. Gorazd mi je dal ravno odlično iztočnico, ker je omenil ta, da skoraj lahko rečem, incident, ne?
Namreč te dni na portalu Siol objavljen članek z naslovom Objavljamo najvišje plače v vzgoji in izobraževanju, bombastičen, namenoma bombastičen naslov seveda, ki je dvignil kar nekaj prahu. Novinar, ki se je pod članek podpisal samo z začetnicama, v njem navaja zneske 50 najvišjih bruto plač po posameznih podskupinah v vzgoji in izobraževanju, domnevno izplačanih za mesec december. Na področju visokega šolstva, govorim za tiste, ki tega niste prebrali, gre pretežno za univerzitetne učitelje, ki naj bi zaslužili od 6787 na 50. mestu, ta znesek naj bi bil izplačen na naši fakulteti, pa kar do 10.456 evrov izplačanih na medicinski fakulteti UL. Med njimi izstopa asistent na univerzi na Primorskem, ki naj bi zaslužil kar prek 8000 evrov. Ni čudno, da se je v zvezi s tem te dni na sindikalni mailing listi oglasil kolega z te univerze, ki je bil šokiran, ko mu je medijsko budna soseda kar na hodniku zabrusila, češ da kako lahko pri 8 jurih asistentske plače v visokem šolstvu sploh stavkajo. Z univerze na Primorskem so potem poslali popravek, češ da so številke tako visoke, ker je prišlo do napake, ki je bila že ugotovljena in popravljena. Namreč naj bi sistem pomotoma seštel zneske za november in december in je treba navedke plačne torej prepoloviti. Uredništvo je ta komentar sicer objavilo, pravega demantija pa ni hotelo objaviti, češ da čakajo na uradni popravek z Ministrstva za javno upravo, ki ga doslej še ni bilo. V zadnjih urah so se z več popravki in zanikanji podatkov iz članka oglasili še drugi prizadeti. S tem anonimnim člankom je torej nekaj očitno hudo narobe. Vendar očitno ne gre za individualno željo nekega nepomembnega novinarčka, ki si v želji po manjši prekarnosti prizadeva ugajati svojemu uredniku, pri čemer se pod svoje prispevke niti ne upa podpisati s polnim imenom. V tem primeru bi človek še zamahnil z roko. Vendar pa se je včeraj s podobno informacijo oglasila sicer skoraj že pregovorno molčeča šolska ministrica in to ima seveda neprimerno večjo težo. Šlo je za komentar na opozorilo SVIZ-a, da morajo številne pomočnice vzgojiteljic prejemati plačni dodatek, da sploh dosežejo minimalno plačo. Med drugimi najvišjimi plačnimi zneski v šolstvu je ministrica navedla podatek o najvišji bruto plači visokošolskega učitelja, ki naj bi novembra znašala kar 11.454 evrov. To je seveda čista manipulacija. Pa ne le zato, ker podatka o plačah na delovnih mestih univerzitetnega učitelja in pomočnice vzgojiteljice nimata, ampak res prav ničesar opraviti ena z drugo. Tudi ne zato, ker se sistematično izpostavlja le najvišje plačne zneske, ne pa povprečnih ali bog ne daj celo najnižjih. Ampak tudi zato, ker je resorni ministrici kot nekdanji visokošolski učiteljici popolnoma jasno, kakšne so v resnici plače v visokem šolstvu, ter kaj vse in koliko česa mora univerzitetni učitelj za svojo plačo res narediti. Zelo dobro tudi ve, da si morajo univerzitetni učitelji in seveda tudi asistenti večinoma iz svojih plač financirati tako raziskovalno delo, kot tudi neprestano dodatno izobraževanje, potovanja na kongrese in za habilitacijo potrebna tudi večmesečna bivanja v tujini, vključno z zelo dragimi najemninami za stanovanje v času teh bivanj, nakupe velikokrat zelo dragih nujno potrebnih knjig in priročnikov in še marsikaj drugega, če se na tem mestu ne bi naštevala. Vse to poznamo, saj od vsega tega konec koncev zavisijo naše napredovanja in naša delovna mesta. Poleg tega pa si morajo univerzitetni učitelji še zagotavljati ustrezen dodatni delovni prostor, kar ob današnjih cenah nepremičnin nikakor ni zanemarljivo, ga ogrevati in seveda tudi nabaviti ustrezno opremo za delo na domu. Tako obliko dela namreč opravljamo brez kakršnih koli covidnih ali drugačnih dodatkov že dolga desetletja, saj na nekaterih fakultetah, med katere spada tudi naša, enostavno ni primernih prostorskih pogojev. Vsi dobro vemo, da 3 do 4 celo osebe v kabinetu, ki meri kakih 20 kvadratnih metrov, istočasno izpiti, raziskovalno delo, administriranje in govorilne ure absolutno niso mogoči. Seveda se ob takih ministričnih izjavah takoj spomnimo izjave predsednika vlade iz njegovega prejšnjega mandata, da univerzitetni učitelji delajo le 6 ur na teden, ki je takrat ravno tako močno razburila javnost in ustvarila popolnoma popačeno sliko o našem delu. Tudi če bodo kdaj objavljeni popolni podatki o vseh teh številkah ali če bodo informacije in izjave kdaj demantirane,
je škoda zdaj že storjena. Če nekoliko karikiram, je danes v očeh povprečnega Slovenca, ki še verjame medijem, hvala Bogu je takih vedno manj, univerzitetni učitelj oseba, ki za manj kot 30 ur dela na mesec zasluži več kot predsednik vlade. Ni čudno, da potem ljudje, ki o našem delu ne vedo popolnoma ničesar, v komentarjih na take, po pismenih seveda, na take zapise stresajo na nas svoj gnev in izživljajo svoje frustracije tako, da nas obkladajo z vsemi mogočimi vzdevki, kot so razvajenci, ljudje brez kompasa, požrešneži, lenuhi, celo paraziti, prosim, citiram iz komentarjev k temu članku, in samo vprašanje časa je, kdaj nas bojo proglasili še za fakstitutke. Zakaj se zdi ministrici za šolstvo in predsedniku vlade potrebno na tak način naklepno javno blatiti skupino zaposlenih, ki predstavlja precejšen del intelektualne elite tega naroda, bi težko rekli. Mogoče bi lahko o tem kaj povedal njun psihološki profil, ki pa žal po moji vednosti še ni bil izdelan. To bi bil morda namig kolegom z oddelka za psihologijo, če nimajo boljših idej za preživljanje preobilice prostega časa ob svojih 6 urah dela na teden in bajnih plačah, če morda ne preživljajo tega časa raje na počitnicah na Bahamih. Jaz imam kot laikina na tem področju o tem svojo razlago, ki sem jo že podala januarja 2013, torej pred malo več kot 9 leti v javnem nastopu pred Ljubljansko univerzo ob stavki in si takrat niti malo nisem mislila, da bo danes še tako aktualen. Vam ga bom kar prebrala. Pred časom smo slišali predsednika vlade izjaviti, da so možnosti varčevanja v javnem sektorju še velike, ker nekatere skupine zaposlenih v javnem sektorju delajo zelo malo. Konkretno izpostavi univerzitetne profesorje, ki naj bi po njegovem delali le nekaj ur na teden. Nikomur, ampak prav nikomur v tej državi še ni padlo na pamet, da bi kaj takega izjavljal o zaposlenih na nekaterih drugih delovnih mestih, ki so primerljiva po odgovornosti in načinu razporejanja in izvajanja delovnih nalog. Nihče ne misli, da sodniki delajo samo takrat, ko so v razpravni dvorani, da zdravniki delajo samo takrat, ko v ordinaciji pregledujejo paciente. Nobenega člana vlade tudi še nisem slišala namigovati, da poslanci delajo samo takrat, ko sedijo na sejah parlamenta, ostali čas pa porabljajo, kot se jim zdi, na primer za razmišljanje o tem, kako bi priskrbeli razne privilegije svojim prijateljem in sorodnikom. Zato ni skrivnost, zakaj smo se ravno predavatelji na univerzi znašli na zatožni klopi, zakaj smo v tej državi postali moteči, zakaj smo postali problem. Ne zato, ker bi premalo delali, tudi ne zato, ker ne bi zaslužili svojih plač. Problem nismo postali, ker bi imeli premalo znanstvenih objav ali ker bi bile te premalo kvalitetne, zato ker bi premalo skrbeli za razvoj svojih strok na vseh ravneh izobraževanja ali ker bi bila naša univerza kot ustanova v mednarodnem merilu tako zelo slabo uvrščena. To si dobro vemo in lahko tudi preverljivo dokažemo vsakomur, ki ga dejstva sploh še zanimajo. Prava težava je nekje drugje in mislim, da nam je vsem tukaj zbranim jasno, kje. Problem smo postali zato, ker znamo in predvsem, ker druge učimo misliti. Hvala lepa. Prosim, Vanda. Ja, pozdravljeni vse, zelo bom kratka. Zahvaljujem se Urši za to predstavitev problematike lektorjev. Sem tudi sama lektorica, že več kot 30 let na Filozofski fakulteti, lektor z magisterijem. No, mi bomo počasi izumrli, ne? V glavnem, hvala Urša. Bi pa brez nadaljnjega lahko Urša primerjavo med nami na univerzi delala tudi z osnovnošolskimi učitelji, tako da se zavedamo, to, kar velja za srednjošolske, da so malo bolje plačani kot mi, napredujejo tudi na 3 leta za razliko od nas, to je tudi pomemben moment, ne? Tako da lahko bi z osnovno šolo celo z vrtci bi se lahko primerjali in ugotavljali, da smo nekako, da imajo oni le celo više, na koncu lahko više pristanejo kot mi. Zdaj, problematika, osnovno jedro tega celotnega problema lektorjev in bibliotekarjev se mi zdi, kot se spomnim,
iz tistih časov, ko sem bila aktivna na tem področju, imamo zelo podobno situacijo, je v tem, da mi nimamo nekih normalnih nazivov, kot jih imajo v šolah, svetniki, svetovalci in tako naprej, ali pa nekih strokovnih nazivov, ampak smo vezani izključno na doktorat znanosti. Torej, če nimaš doktorata, govorim še za naprej, ker magisterija praktično ni več znanstvenega, ostaneš z možnostjo napredovati samo 5 razredov, štartaš v 35, končaš v penziji v 40, gotovo, v šolah gre čez 40. Torej, samo z doktoratom. Nimamo nekih normalnih nazivov, ki bi odražali naše strokovno delo in kakršnokoli delo. To pomeni, da lahko nekdo dela ne vem kaj vse, zbere ne vem koliko točk, 100, če hoče. Ne pride nikamor s temi točkami, jih lahko odpiše, ker napreduje samo z doktoratom. Tako da bo jasno, ta problematika z nazivi in kdo ima pa doktorat, pa verjetno bo začel razmisliti o tem, da ne bo lektor, da bo šel morda pa za docenta počasi in tako naprej in to se dogaja, upravičeno. In lektorji izumiramo na ta način, lektorji kot taki tudi, profil lektorja, ki je zelo pomemben na jezikovnih oddelkih, to se vse povedala na teh naših ožjih sestankih, spričo dejstva, da imamo čedalje slabše študente, potrebujejo nas, vsi jezikovni oddelki in enostavno jih bo čedalje manj. Prvič slabe plače, drugič pa, kot rečeno, med nami samimi lektorji z doktorati zgubljamo kolegice in kolege. Tako da resnično je to velika škoda in zelo nepravično, da napreduje res lektor za 5 let. S tem, da, in to je zadnji stavek, da v sistemizaciji, v opisu del in nalog, lahko vsak prebere, da ne duha ne sluha v doktoratih, ni potreben doktorat za to delovno mesto, in je to res ena taka absurdna zadeva, bom spet jaz zelo besedo uporabila, da se zahteva visoko strokovno delo, ne pa znanstveno, v bistvu niti se ne zahteva v sistemizaciji, vendarle si pa vezan na znanstveno, bom rekla, pot, in na doktorat sploh, da nekam prideš. Tako da to je to. Bomo videli, upajmo, da se bo kaj premaknilo. Hvala lepa. Hvala. Sedaj bi pa odprl razpravo in vas vabim, da se udeležite s svojimi komentarji, vprašanji, morebitnimi predlogi, kako poskusiti vsaj nekaj od tega, kar je bilo danes tukaj povedanega, tudi udejanjiti. Ta nasmešek je bil optimističen ali zaskrbljen? Mislim, dosti od tega smo se že, verjamem, odgovorili. V dobrega pol leta si bomo na jasnem, kje smo in kam gremo in predvsem kaj delati. In kot se kaže, nas najbrž čaka še dodatno zaostrovanje, še dodatne stavke, še večkrat bo najbrž treba zaustaviti delo, pri čemer verjamem, da bo večina zaposlenih tukaj na Filozofski fakulteti ta prizadevanja sindikata podprla. Namreč, če ne bo množične podpore, če ne bo množične pripravljenosti, da si izborimo tisto, za kar jaz verjamem, da nam pripada, ne bo posluha. Se bomo še naprej soočali z sedaj že prav nesramno ignoranco in aroganco, ki pač kaže, kam gre politična kultura v tej državi v zadnjih letih. Dobro, jaz mislim, da bi lahko na tej točki, če ni dodatnih komentarjev oziroma vprašanj, to srečanje zaključili. Najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili tega srečanja.
Hvala vsem, ki danes aktivno stavkate. Hvala vsem, ki ste predstavili nekatere probleme zaposlenih na različnih delovnih mestih na Filozofski fakulteti. Pa če še jaz zaključim z nekim geslom, ni predaje. Hvala.